Če kdo me pozna osebno, pogosto me je spraševal, a ti si stomatologinja, ker pogosto umivaš si zobe. In res, če po vsakem obroku grem takoj umivat si zobe. Ampak to samo se mi je zdelo, da je v redu, ker ko sem spoznala Matejo Kuclar, ona mi je povedala, da raje moram počakati vsaj 20 minut. Zaradi tega, ker ko jemo, se pH v ustih zniža, slina rata bolj kisla, predvsem, če jemo kakšne argume, se pravi pomaranče, limone ali sadje, ali pa če pijemo sladke pijače, takrat se sklenina zmehča in če mi takoj po jedi ščetkamo sklenino, jo mehansko lahko obrabimo. Zato je pomembno, da vsaj 20 do 30 minut po jedi ne ščetkamo zob. Lahko si pa po vsaki jedi z vodo speremo, da odstranimo, če imamo kakšno hrano, ki nas moti, potem si pa čez pol ure šele umijemo. Zdaj sem tu na ustni higieni, zato pa prvo to probam, poskušam, to pa imam rada, če vse je tako dobro za tvoje zobke pa za tvoje zdravje in zelo imam rada, če vse predvidevamo, če naredimo naprej kakšen postopek, ni že takrat, ko že nekaj boli, ampak za vnaprej, da samo to vzdržujemo in to je res bolj poceni, če potem nekaj zdraviti. Kako pogosto je treba priti na ustno higieno? Ja, čisto odvisno od vsakega pacienta. Priporočljivo je od 9 mesecev do 1 leta. Če pa vidim, da so kakšne težave, oziroma jaz lahko tudi zmeram obzobne žepke, in na osnovi tega potem program določi, na kolikokrat je fino, da se pride na higieno. Kaj pomeni zobne žepke? Ob vsakem zobu se na 6 mestih zmeri, kakšna je globina žepkov. Vsak zob ima 2 mm proste dlesni. Če se pa nabirajo bakterije, se naredijo obloge, iz mehkih oblog se naredijo trde. Potem so te trde bolj hrapave in se hrana gor prijema. In tam, ko se hrana prijema, se te bakterije nalagajo in se lahko naredijo žepki. To označi biofilm oziroma plak. In potem jaz tudi, ko peskam, res odnesem čisto vse. Zdaj bom pa to sprala. In tam, ko so bakterije, tam ostane zabarvano. Ni kamna prav, neki ni. Je pa malo mehkih oblog. To bomo pa z peskanjem odstranili že. Se lahko s prahom se peska tudi pod dlesem, so malo lahko. Zdaj bom to še spolirala. To je en gel, pomaže, potem se pa s sesalcem posesa. Vi si doma ne morete, ker nimate sesalčka, ampak si pa vseeno lahko s tem jezik malo počistite. Tako, zdaj za na koncu vam bom dala pa še eno peno, ki pa tudi naredi zaščito, malo ima flora in tak zelo dober okus. Tako še en teden so gladki zobje. Tole se ima par minut v ustih, potem se pa samo splune, pa nič več ne spira. Lahko splunete, ja. Super je, taki zobki. Gladki, No, zdaj pa sem ravno po zobni higieni in kakšen je moj občutek. Prvo, imam občutek, da zobe so res spolirani. Vam toplo priporočam obiskati ta neverjetno zobno higieno, ki sem jo obiskala danes jaz. Mateja je zelo prijetna oseba in ona ima vse tako posebej. Veste, kaj imam rada? Ko sem prišla, vidim pa te lepe barve, pa vse je roza, pa te rožice okrog, pa vse je tako stilno, pa lepo. Pa Mateja je taka srčna, prijetna oseba in zaradi tega takoj občutek sem pridobila, da to je res kot neki spa za moje zobe, res. Predvidevam, da to je prava beseda, to je spa za moje zobke. Zato pa dobrodošli sem, upam, da boste dobili tudi kot sem jaz ta prijeten občutek, da ste poskrbeli o sebi, da ste naredili dobro zobno higieno in da od zdaj naprej lahko si obkljukate, da ste naredili to stvar zase.